mladeniča, še nekaj trenutkov nas loči do novega leta. Kako ga bosta preživela, če se ne motim, v tem studiu? In zelo na glas, z najboljšimi poslušalci v tem studiu. The best of 28 let. Doktor, bo kaj posebnega? Tako kot vsako leto. 28 let največjih uspešnic, mislim vsako leto je eno leto več, ali? Pa tu reči, ali sledi bo tudi samo 28, a 29 že. Drugo leto 29. Bravo. Se spomnite začetka, 28 let se sliši, kot da še tehnike skoraj da ni bilo, analogno, digitalno. Analogno. Da so iz časov analognih situacij. Zato si telefonske številke naših poslušalcev še zapiševa ročno. Kaj so bile takrat? Takrat so bile 6-mestne številke, zdaj pa niso več 6-mestne. Kasete, CD-ji. Kasete. Plošče. In kasete. Kasete je bilo... Ne, kasete so poslušalci snemali na kasete, so snemali poslušalci, pa en DJ. Ostali so imeli plošče. Pol čez par let so pa bliže CD-ji tudi, tako da... Bilo dosti hitro. Danes je pa v bistvu vse na računalniku. Kaj če slučajno tehnika zati? Tega ni mogoče. Tehnika vedno lahko zati, ampak glede na to, da je dr. Silvano DJ eden najbolj iznajdljivih možakarjev, sem prepričan, da bo po 3 minutah vse drugače. In ne bo več težav. 3 minutah. Ja, sem veliko rekel. Imate doma kakšne arhive glede teh plošč, kaset? V teh letih se je verjetno nabralo ogromno enih zgodb in skladb. To pa Dejan veliko tega, ko ima veliko hišo pa prostor. Sploh nima hiše, doktor. No. V glavnem, dr. Silvano DJ je znan tudi kot glavni ključar glasbenega arhiva Radia Salomon, še posebej za 90. leta. Ne za 90, 60, 90, ampak za 90. leta, da ne v kakšne zamenjave. To zdaj v digitalnem svetu pomeni, da imam jaz največ ključkov, ja, največ ključkov doma. Ne, sicer pa ja, moraš imeti arhiv, ne. Tako to je. Kako se je pa glasba spremenjala skozi vsa ta leta? So katere uspešnice, ki so konstantno v tem novoletnem programu? Mislim, v prednovoletnem programu, mislim, da če gremo na glasbo Made in Slovenija na božično noč, brez tega ne gre. Mislim, da letos bo tudi nacionalka poskrbela za en zanimiv duet, v katerem pa ne smem izdati, kdo bo pel, ali pa ti mogoče že veš. Sicer pa potem imamo silvestrske poljube, imamo silvestrske poljube, imamo bele snežinke, imamo tudi Last Christmas, vse imamo letos. Ampak nekaj pa v teh 30 letih skoraj že ostalo v stik z gledalci, poslušalci, ne? Hello, mami! Gledalce se misli predvsem, ker radijske postaje so v zadnjem obdobju, tako v Sloveniji kot v svetu, skoraj že vse online, družbene omrežja, vsi se gledamo. Ja, ampak a ni prav, da malo skrivnostnosti ostane? Veš, ta malo skrivnosten, pol tako malo človeka ščemi, ki hoče nekoga spoznati, videti in tako naprej. Ker če vse je odkrit, pa ta čarovnija, ta čaroben tač kar malo zgine. Kaj pa recimo ta tač, ki ga skoraj že 2 leti ni, zaradi vsega tega korona časa? O skritih zabavah ne smeva govoriti. Silvestrski poljub je malo krnen, drugače povedati. So digitalni poljubi. Ja, digitalni poljubi, ne. Skozi dela telefon, cin, ja. Ampak vse Telekom, pa mislim, vsi mobilni operaterji se tega zavedajo, tako da zdaj so pojačali te signale, tako da za Silvestrovo ne pade več sistem dol. Ja, tako kot včasih. Se je kdaj zgodilo, da je pregorelo kaj na Silvestrovo? Se spomnim, v Lipi smo bili, ne? Ja, je pa elektrike zmanjkalo. Ne, pa SMS-i so hodili do 6 zjutraj, čeprav so jih pošiljali v polnoči. Ja. Točno to je bilo včasih, smo v polnoči voščili, pa smo dobili po 3, 4, 5, 6. Pač ne, si prehiteval vse. Ne, zdaj mislim, da tehnologija že, mislim, da so vsi tako naredili, da vejo, da teh šokov ni več, glede na to, da pa v Ljubljanski kotlini ne bo toliko tujcev, včasih, ker ni žurk, mi dao nič dol pada. Mislim, razen kakšen poslušalc mogoče. Na zdravlja bomo s kostanjem, ne? Tako. Pa ne boste pa tleh metala? Ne, pa ne. Mi da pa vse to reciklirava, vse reciklirava. Preden se poslovimo, če še ponovimo, kdaj se slišimo in kje? V bistvu se slišimo vsak dan, brez tega ne gre in to že 28 let, DJ Time. Imamo pa še eno posebno zabavo, to je pa za silvestrovanje. Smo poskrbeli za vse domače, skrite, nezakrite, v glavnem za vse zabave. 28 let največjih uspešnic Radia Salomon in DJ Time. Štartamo od 20 uri pa do 7 zjutraj. Vem pa, fanta, da je še ena skrita želja, se bo zgodila drugo leto v Stožicah.
Ja, zdaj ni več skrita. Zdaj je odkrita. Zdaj ni več, zdaj je odkrita. Malce, da namignemo. Ja, odkrita. Odkrita, ja. Torej, odkrita želja je, da se ponovno srečamo v Stožicah. DJ Time, Back in Time, Halloween. Želja je, jaz verjamem, da bomo vso zlo, ki se je nabralo v teh letih, premagali in da tam ga zažuriramo. Gosti so, doktor že dela, kvihte dviguje in tako naprej, da bo zdržal celo noč. Ja, tlej, na skuterje pa na džidžeš, pa menda znal skakati, kaj je zdaj to, Seveda. pa roko dal voga za DJ Time in tako naprej. Tako da, to je to. Če se si pa video osebno najbolj želite, če damo vso to mašinerijo stran, radio, televizijo. Zdravje, ljubezni v svetu, pa mir. To je spet kot misica povedal. Jaz pa v bistvu osebno in tudi vsem ostalim želim, da bi tale korona končno zginila, ne? Pa upamo na to, da bo konc te norije. No, torej, zdravje, ljubezni, pa mir. Vse si lepo povedal. Ja, samo malo drugače. Ja, bolj filozofsko si pristopil. Še skozi roko pomahati. Ja, skozi roko. Čau.